Dobro jutro, lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Tokrat že bolj v zimski preobleki. Z Majo se pa danes nahajava v prečudovitih Dolomitih v Italiji. Maja je v avtu nekaj pozabila, sem jo poslal iskat. Evo, to je pa Lagodi oziroma jezero Antorno. In pa zadaj je Monte Serapis, 3109 metrov. Tole so Cadini di Misurina in pa tam zadaj za smreko Tre Cime. Kakšna čudovita pokrajina. Evo, macesni so zažareli v jutranjem soncu. Pogled na Tre Cime. Močna slana po tleh, -2 stopinji trenutno. Idealen čas za obisk Dolomitov. Čudovite jesenske barve. Še en prelep jutranji pogled na macesne, v ozadju pa prvi 3000-ak, ki se vidi, Monte Cristallo, okoli 3100 metrov visok vrh nad Cortina d'Ampezzo. No, še tole vam moram pokazati. Tale bor je pa en drug, in sicer Cemprin, po latinsko Pinus cembra. Tako, po latinsko Pinus cembra. To je pa tak bor značilen prav za Dolomite. Je pa tudi v Sloveniji, ga imamo in sicer v Smrekovškem pogorju. Značilno je pa to, da ima, vidite, 5 igelc z izrastka, ne? 5 iglični bor. Veličina borov je dvoigličnih, ta je pa 5 iglični, pa take zelo mehke igelce ima. Tisti so taki bolj bodeči, ta je pa tak zelo mehek navtip, prav prijeten navtip. Bližava se koči Auronzo pod Tremi Cimami. Evo, kakšen lep macesno gost, macesno ogaj. Zgoraj pa Tre Cime. Seveda te južne strani, seveda veliko lepše so severne strani, ki bova pa videla. Tokrat se nam kažejo zdaj z južne. Evo, macesen in pa Cemprin. Pogled s poti na tele čudovite stolpe. Evo, tamle se lepo vidi, je še v bistvu ena skala zagozdena med oba stolpa. Teli macesni, super. Koča Auronzo, pa Tre Cime, stena, južna stena Treh Cim. Evo, mi da smo prišla z tele doline dol. Tisti vrh, tak rdečkasta stena je Croda Rossa. Tale majhen zasnežen je Monte Cristallo. Tamle se lepo vidi prelaz Tre Croci. Tisti vrh je Serapis in pa čudoviti stolpi Cadini di Misurina. Evo, pa še na to stran, se pravi pogled zdaj proti vzhodu, proti Sloveniji. Prišla na sedlo med kočo Locatelli in kočo Auronzo. No, to je pa ta tipičen pogled na Tre Cime di Lavaredo. Evo, Maja je pa gor šla na tole skalo. Evo, takole je pa panorama proti koči Locatelli. Tisti stolpi nad kočo so Torre di Toblin, neka težka ferata. Evo, midva so pa zdaj namenjena na Monte Paterno oziroma po nemško Paternkofel. Tudi gor se vidi križ. Greva pa najprej po temu grebenu, potem pa tamle se vidi luknje skozi tunel, potem po licu v bistvu, pa na sedlo, pa je na vrh Monte Paterno, 2744 metrov. Tale najvišja cima je pa 2999 metrov nad morjem. Evo pa še ostali Dolomiti. Zdaj smo pa na vstopu v Ferato za Monte Paterno. Evo, pogled na Tre Cime. Evo, zdaj pa odhajava v tunel. To je seveda zgrajen, bilo med Prvo svetovno vojno. Tre Cime
No, noter. Prihajamo ven, na drug stran. Super. Evo, tam so pa zdaj že zajle. Pa že zavarovana pot na Monte Paterno. Evo, zdaj bomo v bistvu skozi hodila po taki polički. Evo, taka zanimiva polička. Zdaj smo pa z tega sedla prišla na južno stran. Na sončno. Imamo kar paše, ker je kar hladno. Kar hladno. Je pod ničlo, a pa tam okoli ničle, no. Po kakšen zanimiv polic hodva. Res, to je bilo vse oklesano med Prvo svetovno vojno, res. Vse so pa bili boji. To je pa panorama z vrha Monte Paterna. Prav. Tri cime. Tamle je zadaj je Monte Cristallo. Potem tista bi znala biti že marmolada. Temle tale je Croda Rossa. Pa na to stran, tih ne poznam. Evo, tale je zanimiv križ. Evo, tamle zadaj se podpira tudi pogled na najvišjo goro Avstrije, Großglockner, tista tamle, ki je še največ snega, v bistvu ledenik. Evo, tle dol sta pa dva, oziroma kar trije čudovita jezerca. Evo, in tam je pa koča Locatelli, tako da zdaj greva pa v bistvu na to stran, pa do koči Locatelli, potem pa spodaj nazaj. Evo, res super. Vzdolj po ferati Luka Innerkofler so pa že čist zimske razmere. Evo, lejte, to je seveda v senci in takole so kar zahtevne zimske razmere. V tej ferati smo prišla dol, zdaj greva pa v tunel. Evo, to je pa najdaljši tunel v Dolomitih. Baje, da je dolg kar okoli 500 metrov. Težke poti konc. Zdaj samo še zanimivost. Tam prihaja, no. No. Še desina vrata za podporo. Zanimivo. Ko je podpontan. Ko rudniški jašek. Gled do jezer. Noro. Super. Evo, pa še tale jezero. Zdaj se pa spuščamo dol, močno dol. Zdaj pa počas prihajamo ven, da vidimo, kaj se bo odprl. Res je noro dolg predor. Noro. Mislim, da je res najdaljši v Dolomitih. Takole. Še? Ni ga še konc. Pridemo ven. Pa še enkrat noter. Po strelskih jarkih še imam enega zelo zanimivega stolpa. Dolomitni lepotec. Evo, tukaj se pa zdaj odpre pogled na čudovite Tre Cime di Lavaredo. Še tale zanimiv stolp z te strani in pa vrh Monte Paterna. Tukaj zgleda kar skoraj nedostopen. No, sicer vrh je zadaj bolj, ampak čudovit
No, tale vrh pred Majo je pa Torre Toblin. Tudi tak zelo težek, težko dostopen. Ima zanimivo ferato. Jaz sem bil že gor 3 leta nazaj. Super. Evo, zdaj pa prihajava do koče Locatelli. To je pa v bistvu, lahko rečem, verjetno najbolj obiskana koča v Dolomitih. Jezera Lavaredo. Evo, Monte Paterno. No, zdaj pa vidite, zakaj ljudje sem prihajajo. Vidite to. A ne? Je pa kar mogočne 3 cime. Pogled proti koči Locatelli in pa na najen oslovljen vrh Monte Paterno. Evo, pa 3 cime še od strani. Tako izgledajo. Super se pa vidijo tudi sence od 3 cim. Dobro jutro v drugem dnevu Dolomitov. Danes smo pa mehen krajš turo in sicer greva pogledat ene zanimive peščene piramide nad mestom Brunico oziroma nad vasjo Perča, ja. Tale mehna vas, ko je tle v bližini piramid, je pa Plata. Sva pa na okoli 1400 metrov nad morjem. Evo, tamle je dol pogled v dolino Pustertal. Tamle se že vidi smučišče Kronplatz. Zdaj si tudi pokazal mesto Brunico. Prav sva res tik nad Brunicom. Maja je že tamle. On si bila zelo hitra. Zdaj pa jaz tudi prihajam do piramid Perča. Evo, to so pa tele piramide, noro. Tole je pa erozija naredila. Se pravi, najprej te skale, ki so na vrh, črne skale, so v bistvu matična podlaga tukaj. Prej je v bistvu tak pobočje, normalno pobočje, pa je pa to začel pač izpirati, tale peščenjak. Zdaj takole v bistvu potem nastali tale piramide, res neverjetno, kako so tele skale gor obstale. Zdaj smo pa prišla še do spodne točke. Evo, tukaj so te piramide zgoraj. Evo, zdaj v nadaljevanju si pa lahko pogledate še dron posnetke teh čudovitih peščenih in kamnitih piramid. Zdaj sva pa z Majo prišla do enega sicer zelo obiskanega jezera Braies. To je eno najbolj znanih jezer v Dolomitih. Na 1500 metrov. Ta jezer se nahaja med mestoma Brunico in pa Dobbiaco. Evo, tale macesen je tudi čudovit. Pri jezeru Braies oziroma po nemško Praxi zaključujeva spet tole čudovito vikend potepanje po Dolomitih. Maja, evo, kar mehen, povej, kaj vse so videla. Najprej sva šla na včeraj do 3 cim, pa na Monte Paterno. Sva naredila krožno, ferato. Navzdol, po severni strani sva šla po Luca Innerkofler, ferati je bilo kar res severna stran, senčna ledeno.
ki je bil 14 dni nazaj padel sneg. Ampak sva pa šla, normalno. Ja, tako. Je pa ful ljudi ogromno, res še za takle letni čas ogromno turistov, Ja, res. vseh narodnosti, tako da to ni bilo lih za raj na zemlji, ampak je bilo za prežiti. Tako. Pa Macesne sva videla v vsej svoji lepoti. Danes pa še do teh piramid, pa na koncu do jezera Brajes. Tako da, če vam bi bil ta video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Poglejte na Facebook stran, pa poglejte na Instagram. Lepo se imejte, čau!